Hello, evo, še zadnji vlog, kar se tiče Amsterdama, ampak to res moram povedati. Skratka, zakaj iti v Amsterdam? Prvi naš razlog je bil definitivno The Avocado Show. To je restauracija, kjer strežejo vse z avokadom, vsaka jed vsebuje avokado. Jaz vam res težko opišem moje navdušenje nad Avocado Showom, pač tisti, ki ste avokado loverji, definitivno je to spot, kamor morate iti nujno, ker to je dobesedno tako posebno doživetje, ker prideš tja, vse je avokado, kamorkoli se obrneš je avokado, hrana je top, mislim, meni je bilo ful dobro. Mogoče tudi malo ta hype, da mi je bilo še toliko boljš, ampak pač ful hudo. Zdi se mi, da smo šli tako lih mesec prezgodaj, zaradi tega, ker zdaj imajo nek pop-up shop, kjer prodajajo poloverje in ne vem še kjere stvari. Bodo tudi pošiljali in jaz ko mi čakam, da dajo tudi online. In tudi, ko smo prišli domov čez en teden, so imeli še neke nove stvari na jedilniku, neke matcha palačinke z avokadom. Čisto toliko za občutek. Cene so sicer kar zasoljene, moram reči. Mi smo šli dvakrat. Vsaka jedla samo eno jed, pile smo kavo oziroma sem enkrat smuti vzela in smo pustile 100 evrov, mogoče kakšen evro manj, ampak ja. Ok, druga stvar, ki je mene res impresionirala v Amsterdamu, tako vsako minuto, vsak korak, ki sem hodila po Amsterdamu, definitivno arhitektura, sam izgled mesta, wow. Pač to je tako. Zelo je treba biti previden s kolesarji, itak. Mi smo sicer hoteli si najeti kolo, nekaj je bilo pač govora o temu, ampak itak je bilo pol vreme katastrofalno, skozi dež, ne dež, v glavnem nismo, smo se z javnim prevozom, ki je by the way ena tudi izmed top stvari v Amsterdamu. Jaz sem po eni strani, zelo sem vesela, ne po eni strani, ampak sem zelo vesela, da kolesa nismo vzeli, ker jaz mislim, da tam bi se mi pa 100% kaj zgodilo, ker jaz osebno se zelo ne počutim varno na kolesu. Ja, vozim se tukaj po Kranju, kjer zelo ni prometen z mojemu pač mestnemu kolesom s košarico. To še gre, da bi šla jaz že tamle do Jezerskega ob cesti, no go. Jaz se ne počutim varne na kolesu, tako da se raje držim ali peš, ali z avtom, ali kakorkoli. V glavnem, nismo vsi za vse, a ne? Muzeji. Mi smo šli v kar dost muzejev. Lahko bi kakšnega spustili, ker načeloma vsaj mene osebno niti niso neki impresionirali. Ful mi je bil hod Van Goghov muzej, pa muzej diamantov. Žal mi je, da nismo uspeli videti živalskega vrta, ker smo bile sicer... Zelo mi je žal, da nismo uspeli videti tistih mlinov, pa mogoče tistih tulipanov. Ena stvar, ki se meni zdi zelo koristna, je tale Amsterdam City Card, oziroma kartica je seveda taka manjša, kjer lahko v bistvu z njo greš tukaj dobiš zemljevid, pa noter imaš napisan, kaj v bistvu vse, kam vse te spusti ta kartica, v katerem muzeju greš lahko zastonj, javne prevoze imaš lahko zastonj, plačali smo edin podzemno, pa plačali smo avtobus do letališča. To je bilo še dodatno. Ta kartica pride 77 ali 78 evrov. In če v bistvu izkoristiš te stvari, to si lahko na netu prej pogledate, kaj vse vsebuje, in če pač preračunate, če se vam splača. Meni se mi zdi, da smo kar dosti izkoristili, tudi ti mlini so noter, pa tudi pa v glavnem ful stvari je drugače noter. Jaz mislim, da je v bistvu zelo dobra kartica in se jo splača vzeti za teh slabih 80 evrov. No? Ena stvar, ki jo morate v Amsterdamu nujno probati, če ste ljubitelji čokolade ali pa tudi, če niste taki ljubitelji čokolade. Toniš čokolado, to je tako najboljša, ena izmed najboljših čokolad, kar sem jih jaz jedla v svojem življenju. To je res tak poven okus. Fairtrade je tako, da ima tudi eno tako zgodbo za sabo. Imajo pa ful različnih okusov, mi smo sicer kar nekaj probali. Nisem tako za to čist klasiko, pač brez vsega, ampak ja, tale zelena, svetla zelena, je s kremi mandli, slanimi,
Folija tkanja čokolada, je temnejša, mislim, da ima nekaj 61% in ima noter drobljene lešnike. Amsterdam je tako v celoti neko tako posebno doživetje in preden sem šla, kjerkoli sem rekla, grem v Amsterdam in kdorkoli je tam bil, mi je vsak rekel, ful hodo v Amsterdam bo, je top, ful ti bo všeč in sem brezko, ja, ok, cool, se zihar mi bo, ampak jaz sem totalno navdušena, pol nisem pričakovala, da bom toliko navdušena. Tako da ja, Amsterdam za moje pojme praktično, kakor sem jaz doživela, 2 minusa. Eden je ta, da je definitivno res drago. Mi smo za slabe 4 dni, praktično 3, porabili 400 €, nismo se nekaj razcipavali, nismo delali nobenega tacga shoppinga, par teh malenkosti in to je tako kar dosti denarja v bistvu za toliko malo časa. Druga stvar je pa definitivno vreme. Moraš biti skozi v pripravljenosti pa imeti neko ali balerino ali dežnik ali ne vem, karkoli. To mi pa ni, no, tako da vreme je pa še tak minus, če bi razmišljala, a grem dejansko res v Amsterdam živeti, bi dobro premislila, ker ne vem, če bi mi bilo to ok. Mogoče bi se navadila, ampak ja, drugače pa ful dober vibe. Ja, trava vohaš na vsakem koraku. Mogoče so tudi zaradi tega ljudje ful bolj sproščeni ali kaj jaz vem, oziroma daje celo mesto tak vtis. In kaj sem jaz skoraj pozabila? Vožnja z ladjico, to je tako, če greste, nujna stvar, ker te dejansko pelje čist vse okoli po teh kanalih. Ta vožnja je tudi vključena v to kartico noter, tako da, evo, nobenega dodatnega stroška, ampak stvar, ki jo pa res morate izkoristiti. To je to iz moje strani. Kdor je bil v Amsterdamu, naj mi komentira, kje od spodaj, kaj je bilo vam najbolj všeč, a je že kdo bil v The Avocado Showu, to me tudi zelo zanima, če delimo iste občutke in to. Tako da ja, ne se pa tudi pozabiti naročiti na moj kanal, če so vam videi všeč, pa počekirajte zadnje 3, ki so pa vlogi o Amsterdamu. Čau. fuck, ok, kam pa ta ples. Ok, a me zdaj ti ljudje ful čudno gledajo. Noben se sploh